Čau! Danes se bomo ukvarjali z neodvisnim, alternativnim, avantgardnim ali pač amaterskim filmom. Gre seveda za iste sorte filme, ki pa so v preteklosti dobivali različna imena in prav to je eno od poglavij, če lahko temu tako rečemo, s katerim se v svojem novem dokumentarnem filmu ukvarjata Matevž Jerman in Jurij Meden, ki sta pod drobnogled vzela eksperimentalne filme, tako rekoč, ki so nastali v času socialistične Slovenije. V Slovenski kinoteki se je pretekli teden odvila distribucijska premiera filma Ali je bilo kaj avantgardnega, ki zdaj začenja seveda tudi svojo pot ne le po Sloveniji, po kinematografih, ampak tudi po svetu. Med poznimi 50 leti in zgodnjimi 80 leti 20. stoletja je na področju nekdanje Jugoslavije in s tem seveda tudi Slovenije, poleg tako imenovane uradne ali recimo raje strani države podprte kinematografije, v okviru tako imenovanih filmskih klubov, pa tudi zunaj njih, bivala in cvetela zelo raznolika filmska ustvarjalnost, ki smo jo nemalokrat s slabšalnim prizvokom imenovali amaterski film. Ravno ta oznaka je bila morda najbolj kriva, da je bil ta segment slovenske filmske ustvarjalnosti, ki ga danes zlahka prepoznamo kot zgodovino slovenskega eksperimentalnega filma, prepuščen pozabi in skorajda izbrisan iz zgodovine. Leta 1996 je Silvan Furlan, takratni direktor Slovenske kinoteke, v svojem besedilu z naslovom Ali je bilo kaj avantgardnega prvič orisal pregled te zgodovine. Morda se zdi pozno, a ob dejstvu, da smo še pozneje, med letoma 2013 in 2016, dobili sploh prve knjižne orise tako imenovane uradne zgodovine slovenskega filma, še zlasti seveda igrano celovečernega, izpod peresa Zdenka Vrdlovca, Petra Stankoviča in Marcela Štefančiča, vsak je napisal svojo knjigo, ne vsi skupaj. In če pustimo to ob strani kinotekino filmografijo slovenskih celovečernih filmov, skratka, ob tem dejstvu se zdi tudi Furlanov tekst svojevrstno avantgarden. Enako velja za leta 2010 izdano posebno številko revije Kino, posvečeno prispevku k zgodovini slovenskega eksperimentalnega filma, ki je to zgodovino otresal znake amaterizma in jih dokončno pripoznal domovinsko pravico v kontekstu zgodovine slovenskega filma. Okoli leta 2013 je Slovenska kinoteka tako Furlanov tekst kot v posebni številki Kina objavljena besedila uporabila kot izhodišče za vzpostavitev svojih posebnih zbirk avantgardnega oziroma eksperimentalnega filma, ter se v okviru svojih kadrovskih in finančnih zmožnosti začela sistematično osredotočati na zbiranje, arhiviranje, restauriranje, potem pa tudi digitizacijo in digitalno obnovo ter predstavitev tovrstnih del. Do danes smo tako digitizirali in digitalno obnovili 179 kratkih filmov iz tega korpusa, večinoma posnetih na 8-milimetrskem filmskem traku, nekaj tudi na 16-milimetrskem, veliko dela pa je seveda še pred nami. Filmi avtorjev, kot so Karpo Godina, Davorin Marc, Vaska Pregl, Vinko Rozman, Tone Rački, On Produkcija in drugih, tako danes doživljajo renesanso in so redno vključeni v retrospektive ali posebne projekcije po vsem svetu. Zato morda ni naključje, da je s časoma vzniknila tudi ideja, da bi v tem delu slovenske filmske zgodovine posneli dokumentarni film. Film, ki se poklanja filmu. Avtor te ideje je vodja filmskih zbirk in restauriranja v kinoteki in tudi njen nekdanji direktor Ivan Edoh, ki je z njo takoj okužil poznejša scenarista in režiserja filma, torej Jurija in Matevža, Jurija Medena, nekdanjega vodjo filmskega programa v kinoteki, danes pa vodjo filmskega programa v Avstrijskem filmskem muzeju, ter Matevža Jermana, skrbnika kinotekine zbirke eksperimentalnega filma in kuratorja programov kratkih filmov. No, tej sijajni ideji nasprotje sta samo en majhen, banalen zadržek, od kod pridobiti sredstva za ta film in seveda profesionalne produkcijske pogoje za njegov nastanek. Fantom se sicer to ni zdel ravno omembe vreden zadržek, meni pa se glede na funkcijo nekako moral zdeti. Skratka, z drugo besedo, film je nujno potreboval producenta. Tako je prišlo do zelo uspešnega partnerstva s produkcijsko hišo Temporama ter producentoma Jerco Jerič in Andražem Jeričem, ki se ima še enkrat za ves trud, predvsem pa potrpežljivost, ki je bil potrebna pri nastajanju tega filma, najlepše zahvaljujem. Temporama je potem projekt prijavila na ustrezen razpis Slovenskega filmskega centra, tam smo bili najprej na rezervni listi, potem pa smo le dobili zeleno luč. Kot koproducent se projektu potem pridružila še RTV Slovenija, Od tu naprej sicer ni šlo vse gladko, a konec koncev, kot se temu reče,
se tega projekta nismo lotili zato, ker bi bil enostaven, ampak ker to ni bil. Film je svojo mednarodno premiero doživel na lanskem festivalu dokumentarnega in kratkega filma v Prizrenu, ter bil zatem prikazan na festivalih ali posebnih dogodkih v Bologni, Tarantu, Beogradu, Zagrebu, na festivalu slovenskega filma, kjer je prejel posebno omembo, na Lifu, zdaj pa so potrjene tudi njegove projekcije v Gorici, Harvardskemu filmskemu arhivu v Bristolu, v Anthology Film Archives, Newyorškemu centru za ohranjanje, preučevanje in predstavljanje filma s poudarkom na neodvisnem, eksperimentalnem in avantgardnem filmu. Prav tako je bil sprejet tudi Kinotekin predlog o panelu, posvečenem slovenskemu eksperimentalnemu filmu, ki bo izveden na letošnjem kongresu Mednarodnega združenja filmskih arhivov in Kinotek FIAF aprila v Montrealu, kjer bo prikazan tudi film sam. In za konec, film ki z vedenjem sedanjosti v svoj naslov postavi retorično vprašanje, bo morda za marsikoga razprl občutljivo spoznanje, da je zgodovina slovenskega eksperimentalnega filma po svoji estetski, torej znotraj umetniški inventivnosti in esencialni zavezanosti filmu kot ustvarjalnemu metjeju, kanonizirani zgodovini slovenskega filma povsem enakovredna, po svoji izrazni moči pa je marsikdaj tudi presega. In ker se slovenski eksperimentalni film še zdaleč ni končal z razpadom nekdanje države, ampak zelo kreativno živi tudi danes, je film Ali je bilo kaj avantgardnega morda šele prvi del bodoče serialke. Film bo zdaj potoval najprej po Art Kino mreži Slovenije, istrska premiera pa bo 29. januarja v Art Kinu Odeon v Izoli. Na premieri v Kinoteki pa je zbrano ekipo filma zaslišal eden od intervjuvancev iz filma Še en Istran, ki je kot poznavalec animiranega filma govoril o avantgardnem animiranem filmu, ki se mu v filmu prav tako posvetijo. V bistvu kot pobudnik projekta in tudi pobudnik tega, da se v Slovenski kinoteki oblikovala zbirka avantgardnega filma, torej posebna, specifična zbirka, ki jo Slovenska kinoteka v bistvu že nekaj časa v bistvu hrani in, kot smo videli tudi v filmu, tudi restaurira. Bi vprašal te, kako je z v bistvu, ali so, mislim, vsi avtori in filmi v dokumentarcu tudi del zbirke avantgardnih filmov, ki jih hrani Slovenska kinoteka, to je že prvo vprašanje? Ne, niso. Namreč avtorji eksperimentalnih filmov so navadno zelo intimno vezani na svoje gradivo oziroma na filme, ki jih posnamejo, tako da so nekateri filme samo posodili. Za nekateri filmi pa so nam bili nedosegljivi, ker so bili odkupljeni strani zasebnega zbiratelja, ki potem je pogojeval, kako naj bi film izgledal, se mi zdi pa tako naprej. Skratka, do teh filmov nismo prišli, tako da pravni status teh filmov, ki nastajajo tako rekoč izključno sredstvi ali pa pretežno sredstvi teh avtorjev, sami, se pravi, so oni producenti, direktorji in tako naprej, je potem oni se vložijo v to, tako da dobi kar te filme zastonj ni tako preprosto. No, ampak se predstavlja, da Ministrstvo za kulturo Kinoteki daje sredstva za odkup takih filmov, ne? Ja, v času Silvana Furlana je Ministrstvo za kulturo zagotavljalo sredstva za odkup filmske dediščine, potem pa je to s tistim časom, ko je prišlo v digitalno obdobje, se nehalo. Tako da mogoče bi pa vendarle lahko ponovno sredstva. Mislim, da je to pomembno vprašanje, ki ga ne naslavljamo samo zaradi tega, ker je z nami tudi ministrica, ampak mislim, da je res pomembno, kot smo videli v filmu, ohranjati dediščino in torej tudi filmi avantgardni, eksperimentalni. V bistvu manj pomembno v navednicah, kot se je govorilo, je pomembno, da so in posebej za Kinoteko je posebna ta specifična zbirka. Absolutno, tudi da zgodovina slovenskega filma, mislim. Tako, hvala Ivan. Dajmo naprej do Julija Zornika, bi jaz podal ta mikrofon, če je tlele z nami. Zdaj, Julija Zornika, kot oblikovalca zvoka, ga zelo dobro poznamo in si je tudi dal duška v bistvu z filmom XX, ki ga je naredil skupaj z Vaso Leparičem, kjer je res eksperimentiral z zvokom. Julij, tlele pa nisi kaj preveč imel, razen tega, da je bil mogoče slabši zvok v nekaterih arhivskih filmih, ko si mogel to malo reševati. Oziroma, kaj bi rekel? Ne, v bistvu ne. Mislim, ne moreš se vmešavati v take filme z neko svojo filozofijo. To smo
pustili vse tako, kot je bilo praktično. Moram samo priznati, da sem bili pa velik navdih, ker jih nisem poznal. Njihov način dela, vse zvoki, ki so nekaj ene stvari odprli, nisem poznal dejansko prej, nisem na kaj pogledal to zgodovino. Tako da super, da je to postavljeno. V redu, dajmo podati montažerki Saši Škur mikrofon, tlele, na tej strani. Saša, si predstavljam, da ni bilo lahko montirati, še posebej, ker predvidevam, da sta bila ta dva gospodiča nekako dihala za vratnik, si predstavljam. Pa uvrži to trditev, ker praktično sta ti morala dati neke napotke, se predstavljam. Ne? Ker film je tak, kot je in je nastal, kakor je nastal, predvsem v montaži, pač to je sicer večina filmov, oziroma vsi filmi tako nastavijo, ampak tak še posebej. Ne? Zdaj, najprej to, a sta ti zelo dihala za vratnik ali ne? Kaj pa vem, predvsem je bilo težko mogoče zaradi tega, ker Jurij je bil večinoma časa nadaljavo, ker je pač bil na Dunaju, pa pač je občasno seveda tudi prišel, pa smo imeli skupne montažne seanse. To je bila ena taka zadeva, da smo si pošiljali, pa da smo bili vsi na tekočem skupaj, pa tudi veliko nam pomagal in feedback dajal. In tudi se kakšne on mogoče lotil nekega poglavja malo montirati, pa da nam olajšal delo, ker je bilo kar nekaj avtorjev za predelati, ampak kaj pa vem, če bi rekla, da sem dihala za vratnik, mislim, da smo kar vsi pri tem uživali. Ne, jaz nisem čutila tega pritiska. Kaj pa ta odločitev v bistvu za split screen oziroma razcepljenje ekran, ko bi lahko to prevedli? To je bila vajna rešitev, oziroma skupna, kako ste prišli do tega? Mislim, da je bilo že v začetku nekako tako, ne? Da smo se odločili, oziroma ste se odločili, da bomo šli v nek tak stil filma, zaradi tega, da bomo čim več lahko pokazali, čim več delov pač iz filmov in da bo bolj filmi prevladali, kot pač sami govorci. To je bila nekako ta intenca. Dvorana je bila sicer, kljub temu, da je bil film že predvajan na več festivalih, tudi že v Ljubljani, razprodana. Kaj pretirano eksperimentalnega ni bilo v tvojem delu, ne? Ampak vseeno, mogoče tvoja izkušnja iz celega tega projekta, tudi kako ste se pripravljali, oziroma da si tudi ti kaj, se ti pustili, da kaj poveš, da kaj mogoče omeniš, da se kaj spomniš recimo tudi v tem obdobju, oziroma... Mislim, cela izkušnja je bila super, ker tudi jaz nisem poznal kljub temu, da delam tukaj in sem se nagledal slovenskih filmov raznih, tu dosti tega nisem poznal, ampak to sem komaj pol v fazi montaže, kar sem bil zraven videl in pol, ko bil film končan. Samo snemanje te intervjuje res so bili kar klasični, ampak smo pa tudi nekaj eksperimentirali, smo imeli priložnost pri teh mednapisih, pa pri teh portretih nekaterih avtorjev, ko smo tudi pol si najprej imeli problem, da smo našli spod kamere usmičke delujoče, že to je bilo malo tako, potem ta izkušnja, da posnameš pa pošlješ v Nemčijo razvijet, pa vidiš pa čez teden, dva tedna nazaj, pa vidiš, kaj si zares posnel. To je bilo mogoče še najbolj zanimivo in najbolj vznemirljivo pri vsem skupaj. Ok, in smo že pri scenaristima in režiserjema, pa bi prvo Matevža mogoče. Matevž, prevzami mikrofone, poprosim. Matevž, v bistvu ne samo, da si naredil skupaj z Jurom in s celo to ekipo ta odličen film in pomemben film, ampak v bistvu si v vlogi kustosa te avantgardne kinotečne zbirke. Ne? Zdaj, želja je ob tem filmu in ob vsem tem, kar je bilo poskenirano in kar je v bistvu se še skenira in delno restaurira tudi, digitizira, da se prikažejo tudi v celoti pač dela avtorjev. Zdaj že meseca januarja 22. prikazujemo opus Vinka Rozmana za Svetlovo gibanjem, v februarju ali je bilo kaj animiranega s Črtom Škotlarjem, Tonetom Račkijom in ostalim, ki so bili omenjeni in tako dalje in tako naprej. Ne. Zdaj, kje smo in koliko je še potrebe po tem, v bistvu, da se pripravijo ti programi in da se jih v bistvu tudi promovira, pač po Sloveniji in po svetu, jaz rekel. Ja, zdaj tvoje vprašanje implicira mogoče dva odgovora. Najprej je en ta, da je kot govori sam podnaslov filma, da gre za kratko nepopolno zgodovino slovenskega eksperimentalnega filma, kar preprosto priča o tem, da nas čaka še ena dolga pot raziskovanja in odkrivanja mogoče stvari, ki jih ne poznamo, stvari, ki jih nismo uspeli mogoče v filmu pokazati.
Druga stvar je pa ta, kot praviš, je ta distribucija našega dokumentarca eno lepo izhodišče, da si lahko recimo v naslednjem letu enkrat mesečno ogledamo tudi opuse avtorjev predstavljenih v našem filmu. Slovenska kinoteka dela pospešeno zdaj ne samo na digitalizaciji, ampak tudi na restauriranju in pripravljanju teh filmov, tako da kot si omenil, v naslednjih mesecih nas čaka neka taka butična retrospektiva tovrstnih filmov. Je pa to eno ogromno delo, ki zahteva tudi eno veliko ekipo in dosti enega znanja in energije, tako da mi si prizadevamo, da bomo vsak mesec praktično zaključili en digitaliziran opus. Tukaj so zdaj različni pristopi, koliko gremo v restauriranje in tako naprej, ampak recimo tako, za potrebe tega filma je bila digitalizirana velika večina recimo temu eksperimentalnega miljeja kanona slovenskega eksperimentalnega filma. Vsak mesec pa ne zdaj čaka tako finiširanje opusov, obenem pa pač je to, kot že menjeno, pač kompleksno in dolgotrajno delo. Ampak še enkrat vsi vabim, da se nam pridružite tudi v četrtek in potem vsak mesec enkrat, da lahko pogledamo skupaj te filme v novi digitalni obliki. Ali je bilo kaj avangardnega, gledamo fragmente iz 63 filmov, nekako točno, če to povemo. Bi si upal trditi, tudi ker se pač pogovarjamo in v bistvu dober primer tega problema, ki ga imamo, je recimo Beli minus konkurencija slaka. Daj nam povej v bistvu, zakaj je to tako pomembno, je verjetno več plasten, kje so materijali, kdo ima pravice za materijale, zakaj teh materijalov ni, zakaj se jih še ni našlo ali se jih že našlo. Te take detektivske zgodbe so to v zadju. Recimo pri Franciju Slavku je mogoče malo bolj enostavna situacija, torej njegovi filmi so shranjeni v Slovenskem filmskem arhivu, tako da bomo v sodelovanju z njimi tudi izvedli proces restauriranja in prikazali te filme. Mogoče ciljaš bolj na to, da so določeni filmi še vedno pod posteljami različnih avtorjev, drugi so se nekako že izmuznili, pa so že v rokah zasebnih zbirateljev in tako naprej. Z Ivanom in z ekipo iz arhivskega oddelka smo še vedno v tem detektivskem Indiana Jones modu, da iščemo pač filme, ki jih mogoče tudi ne poznamo, kar zahteva na neki točki tudi obisk Beogradskega arhiva festivala Alternativ, pregleda celotnega festivala GEF iz Zagreba, Male Pule in tako naprej in odkrivanje nekih mogoče imen, za katere sploh ne vemo še. Tako da je to ta korak, ki nas čaka, tako da v tem smislu ta zgodba se šele začenja. Ok, pa gremo še k Juretu za konec. V bistvu, moje vprašanje, Jure, ali v bistvu gledamo v filmu tudi kolege iz Zagreba, iz Beograda, ki imajo kaj povedati, ki so navdušeni, celo tako pomembne like, kot recimo režiser Slobodan Šijan. Torej, ta potreba po tem pogledu od zunaj, čeprav govorimo o skupni bivši državi, ker je bil to enoten kulturni prostor, je bila potreba zato, ker pri nas še vedno ni dovolj kritikov, zgodovinarjev, ki bi lahko in ki so sposobni v bistvu rezimirati to polpreteklo zgodovino. In še dodatek vprašanju, v bistvu vemo pa, da ne Hrvaška, ne Srbija nimata podobnega filma, ki bi pričal o njihovi zgodovini eksperimentalno oziroma avangardnega filma, ki je pa še bolj bogata kot naša. Hvala, Igor, za vprašanje. V Beograd smo šli iz enega zelo enostavnega razloga, ko sem se začel ukvarjati z preučevanjem zgodovine tega, če ima danes rečemo slovenski avangardni film, sem se v bistvu najprej podučil o tem filmu v Beogradu, namreč v Beogradu je leta, mislim, da 82 začel nek festival Alternative, in Miodrag Miša Milošević, ki ga tudi vidimo v filmu, je že v zgodnjih 80-ih začel telekinirati vse filme, ki so bili predvajani na festivalu in ima obsežno zbirko jugoslovanskega avangardnega filma. Jaz sem tam v bistvu odkrival filme on produkcije Davorina Marca in tako naprej. In smo vedeli, da bodo določeni ljudje v Beogradu, kot so Slobodan Šijan, Miodrag Miša Milošević, znali na en zelo artikuliran in lep način spregovoriti o teh filmih. Mogoče nimajo filma, imajo pa ogromno filmov restauriranih, imajo knjige, ki jih mi nimamo.
Preden se je, citiram, povsem shladil burek in se je ogrelo vino, sem uspela na samem ujeti tudi oba scenarista in režiserja filma. Dovolila si bom začeti tako, kot sta začela sama. Je torej, oziroma je bilo kaj avantgardnega? Ja, nekaj malega pa smo imeli avantgardnega, ne? Srednje avantgardnega. Ok, živita v različnih državah. Kako sta uspela zmontirati, se dobivati, razmišljati, delati film? Boš ti, Matevž? Jaz bi se tukaj tudi zahvalil sodobni tehnologiji in internetom, ki so nam omogočili neko izmenjavo, se pravi na tedenski oziroma skoraj na dnevni bazi na neki točki. Se pravi, ko smo montirali, smo vse skozi pošiljali Juriju vse te umestne verzije. Jurij je takoj postal nazaj feedback in smo to upoštevali in tako naprej. Po drugi strani pa se Jurij pogosto vračal v Slovenijo in smo tudi skupaj delali sploh v vseh ključnih trenutkih, ne vem, strukture pa postavljene filme in tudi finalizacije. Dosti enih stvari smo tudi si pošiljali, tako da Jurij nekaj zmontiral na Dunaju, nekaj smo v Ljubljani, tako da je kar tekla ta komunikacija. No, predvsem je pa treba omeniti to, da v bistvu snemanje tega filma je res bil samo vrh neke ledene gore, namreč Matevž je kustos za eksperimentalni film v kinoteki že vrsto let. Jaz se takisto že vrsto let ukvarjam z proučevanjem te specifične zgodovine slovenskega eksperimentalnega filma, tako da ko sva z Matevžem začela delati ta film, sva v bistvu ogromno dela že opravila prej v najinih vlogah kustosov, zgodovinarjev, raziskovalcev, tako da je bilo dejansko delo na filmu, se pravi snemanje intervjujev, montaža, v bistvu res samo neka v bistvu zaključna etapa, finiš neke dolge epizode preučevanja tega segmenta zgodovine slovenskega filma. Ja, lahko bi rekli, da sicer to obdobje, ne vem, leta in pol skoraj montaže, so bile v bistvu neke sladke skrbi, ker smo se lahko tega lotili na nek način, kot da bi neko razstavo postavljali, pa nek katalog predstavili, tako da je bilo to dost, mislim, na nek način precej tako uživansko delo, ne, da smo lahko res neke te highlighte, vrhunce vseh teh filmov in opusov, ki jih poznamo, potem mogoče razgradili oziroma nekako zmontirali v neke take spevne sekvence. Pač. Zakaj pa ste se odločila zamejiti se ravno na obdobje v bistvu teh 20 let? Ne? Zakaj niste šla recimo do prehoda na digitalno? Se malo nakažete to z Davorinom Marcem, ampak zakaj niste recimo vseeno povlekla teh nekih 10 let še naprej? V bistvu je bila neka zavestna odločitev, da bomo naredili pregled filma za časa socializma v Sloveniji. Je pa tako, ne? Te filmi so res dolgo časa bili popolnoma spregledani, odpravljeni dobesedno z oznako amaterski, niso prišli v nikakršno neko skupno zavest in ko je z razpadom Jugoslavije se zgodil tudi nek popolni razpad tega sistema filmskih klubov, v sklopu katerih so filme nastajali, je dejansko prišlo do neke prekinitve. Ljudje niso vedeli, da ti filmi obstajajo in je dejansko prišlo do nekega desetletja v 90-ih, ko se je zelo malo dogajalo, zato ker ni bilo kontinuitete. In ti filmi, ki jih pokaževa midva na koncu filma, se pravi, ko rečeva, da je ta eksperimentalni film v Sloveniji danes živ, so v bistvu filmi, ki so nastali spet na nek avtohton način, brez tega, da bi se navezovali na te filme. Ne? In midva tukaj v bistvu vzpostavljava most med neko tradicijo, ki je nekoč obstajala in bila pa popolnoma pozabljena v 90-ih in temi nekimi novimi avtorji, ki so se morali na novo vzpostaviti in izumiti na novo eksperimentalni film. Tako da dejansko lahko govorimo o neki slepi pegi vmesni, kjer se ne zgodi prav dosti zanimivega. No. Zaradi tega sva tukaj rekla, potegnemo črto ločnico tukaj, ker je tudi nekako logično, no, da imamo film o filmu v socializmu, ne pa da bi se zdaj tukaj odločili za mejo prehoda na digitalno, ki je pa zelo ohlapna v resnici. Kdaj se je zgodila stvar razprave. Sicer pa, ko že govorimo o socializmu, danes zgodovinski revizionisti radi govorijo o tem kot o krutem obdobju. Vajin film kaže ravno obratno, se pravi neko obdobje svobode, eksperimenta.
In pravzaprav, ko govorimo o filmih v bunkerju, je to omenil samo Karpo Godina, katerega film bi morali razsekati tako v pozitivu kot v negativu. Ampak ta film je danes dostopen, tako da kaj se je v bistvu zgodilo po tej odločbi sodišča? Boš ti mogoče povedal, ker si bil zraven? Jaz lahko tle na kratko samo eno stvar povem. Na enem filmu se pojavi Matjaž Bontar, ki izreče zlato zrno resnice, ko pravi, da si avtorji takrat niso dovolili, da bi jim kdo kratil svobodo. In mislim, da je ta izjava bolj resnična kot pa marsikatera druga izjava o cenzuri, o bunkerju, o železnih časih in tako naprej. Ja, in filmi, ki jih lahko vidite na enem dokumentarcu, pričajo prav o tem. Si zelo lepo rekla, da te filmi pričajo o neki neizmerni svobodi, ne samo ustvarjanja in raziskovanja filmskega jezika, ampak tudi o svobodi naslavljanja nekih tem, za katere sem mogoče danes mislil, da so bile prepovedane, da so bile pač obtežene z nekimi ideološkimi konotacijami, ampak vseeno so ti filmi nastajali in mogoče nihče razen Lazarja Stojanoviča ni končal v zaporu zaradi tega ali pa kakorkoli. Pa glede na to, da si delal razstavo o Karpo Godini, torej veš, kaj je bilo s tem filmom? Je Karpo kdaj povedal, ga je sam skril kje? Mislim, da je to vprašanje za Karpa. Lahko pa rečemo, da se je 2013 leta Karpo, si bil tudi ti zraven takrat v obisku v Beogradu, so se med drugim ustavili tudi v arhivu Zastava filma, kjer so mimogrede vprašali, mislim, da receptorko ali nekoga, če imajo mogoče še vedno v arhivu to presekano kopijo filma o ljubezenskih veščinah, ki so rekli, ja, tukaj je popolnoma odlično ohranjena kopija in narod naš dokaze hrani. Torej, absolutno so se vedeli, tukaj gre za film, ki ima neko vrednost in to ostalo pač ohranjeno, čeprav se je vse do takrat verjelo obratno, ne? Vidim, da sta malo skrivnostna, seveda ne morete povedati vsega, kar so vama zaupali intervjuvanci. Me pa predvsem zanima, glede na to, da 2 ali 3 intervjuvanci so izdali, kdo se skriva za produkcijo. Zakaj ste se potem odločili to prikriti s cenzuriranjem, s piskom, celo s kvadratkom preko ust? Preprosto to, ker je vsak od njih čisto neko drugo ime navajal in v tem smislu, da bi se izognili nekonsistentnosti, smo se pač odločili, da to preprosto cenzuriramo. Ja, jaz bi samo še rekel, da v vseh teh letih raziskovanja to ostaja misterij, ki mu z Matevžem enostavno nisva prišla do dna. Ne? Avtorstvo produkcije ostaja eden največjih in bo najverjetneje tudi ostal nerazrešen misterij. In ja, mislim, ljudje, ki so jih intervjuvali, so govorili vsak nekaj po svoje, kaos, skratka, tako da sva potem se odločila, da bova sledila tej liniji produkcije, ki narekuje, da naj se sploh ne govori o avtorstvu, ker je bistveno delo, ne pa avtor, in to je to. Sledi še najbolj nehvaležno vprašanje za človeka, ki sta ravnokar prikazala pravo slovensko premiero svojega filma, ampak glede na to, da je to nekako delo v nastajanju, ali se res pričakuje že naslednji del morda? Neke govorice krožijo, ampak midva v bistvu veva bolj malo o tem. Ja, mislim, da tako. Naslednji del mogoče lahko nastavimo to retrospektivo, ki prihaja v kinoteki. Se pravi, prvo nadaljevanje tega filma so v bistvu mesečni programi celih opusov avtorjev, o katerih govorimo v našem dokumentarcu. Tako da je to recimo naslednji korak, potem pa moramo tudi mi raziskati, kdo o teh stvareh govori, na kakšen način oziroma kaj nas še čaka v prihodnje. Za danes je to vse, prihodnjič pa se bomo posvetili neodvisnim filmom, ki jih v Kino Skladovnica v Ljubljani ne predvajajo samo v času festivala neodvisnega filma, ampak kar enkrat na mesec. Za kakšne filme gre, nam bo več povedal Matjaž Šmalc, koordinator celotnega dogodka in festivala. Za konec pa še nekaj novic. Svetovne premiere ravno v teh dneh čaka kar nekaj domačih filmov, 2 na festivalu FIPADOK v francoskem Bjaricu, pa še v Rotterdamu, pa še marsikje. No, na FIPADOK bo od celovečernih predvajanj film Petre Seliškar Poletne počitnice,
kjer gre za zgodbo o dečku, ki gre na poletne počitnice med pastirjev Makedonske gore. Med kratkimi pa film 1 meter je 6 centimetrov Juša Jeraja in Atile Urbančiča. Slednja sta film zasnovala s slovaškim režiserjem Martinom Pigo in v njem predstavila rezbarja in slikarja Ceneta Razingarja iz Planine pod Golico, ki je želel postati smučarski skakalec. Ampak mu je bolezen to nažalost preprečila, zato se je odločil repliko planiške velikanke postaviti kar na domačem vrtu, kjer vsako leto priredi svetovno prvenstvo majhnih pločevinastih skakalčkov in spodobi se, da ob koncu potem še čestitamo in sicer igralcu Borisu Juhu, ki je v soboto dopolnil 90 let in poleg 100 gledaliških vlog zaigral tudi v okoli 20 filmih in več TV dramah. Rodil se je v Celju in priimek Juh pravzaprav prevzel od očima. Osnovno šolo je obiskoval v Vrhpolju pri Vipavi, potem v Ljubljani, dokončal pa jo je v Majčperku, potem je srednjo začel na Ptuju in dokončal v Ljubljani. Bil je v ansamblu Slovenskega mladinskega gledališča in SNG Drame Ljubljana. Leta 1978 je prejel Borštnikovo nagrado. Iz filmov se ga recimo lahko spomnite kot Kozlevčarja iz filma Vojka Duletiča Med strahom in dolžnostjo, kot Frica v filmu Matjaža Klopčiča Iskanja, kot Antona v filmu Nasvidenje v naslednji vojni Živojina Pavloviča in kot Jakova v filmu Jožeta Galeta Pustota. Potem leta 2016 mu je Društvo slovenskih režiserjev podelilo nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre. Na televiziji pa smo ga gledali v Erasmu in Potepuhu, Malih oglasih, Nori hiši, Primožu Trubarju in tudi v Vikendu v Brightonu. In če smo že pri čestitkah, naj omenim in čestitam še Kevina Costnerja, ki ima rojstni dan na isti dan kot Boris Juh, le da se je rodil 20 let pozneje in jih zdaj šteje točno okroglih 70 let. Slaven je seveda postal s filmom Pleše z volkovi, ima pa tudi 7 Oskarjev, med drugim zlat kipec za režijo svojega režijskega prvenca. No, tudi o njem bi bilo vredno marsikaj povedati, ampak o tem mogoče kdaj drugič. Lahko pa le namignem, da je Kevina Costnerja vloga v Pleše z volkovi očitno precej zaznamovala, kot tudi sam pove v dokumentarnem filmu, 4-delnem dokumentarnem filmu iz leta 1995, imenuje se 500 narodov, govori pa o zgodovini nativnih ljudstev, ki so živela na območjih Severne in Srednje Amerike. Toliko za danes, vidimo spet v sredo ob 20. na Megafon TV. Čau!